Dobro jutro. Evo, danes se pa dotikamo ene zelo pomembne spet tematike in sicer vloge, ki jih nosimo kot podjetniki pa podjetnice v našem poslu. In me zanima, katero vlogo je tvoja najbolj pogosta, ne? Zdaj te imam torej vprašanje, koliko časa v bistvu nameniš posamezni vlogi v svojem poslu. Zdaj, mogoče tvoje vprašanje, o kakšnih vlogah ti sploh govoriš? Zdaj, če si na podjetniški poti, potem veš, da verjetno ni samo primarno delo, izvedba, tvoja naloga, ki jo moraš upravljati v poslu, ampak imaš zraven še verjetno kakšne druge, da poskrbiš za marketing, da poskrbiš za promocijo, da poskrbiš za finance in vse ostalo. Tako da, če povzamemo, nekako imamo podjetniki na podjetniški poti nekako 3 glavne vloge, ki bi za uspešen posel jih morali razdeliti si enakomerno po eni tretjini vsako vlogo, in sicer te vloge so podjetnik, menedžer in pa delavec. Pa gremo čisto na kratko pogledati vsako vlogo, pa če dobiš kje kakšen aha pri kateri vlogi, bom ful vesela, če mi v komentar napišeš, da se pa v tej vlogi pa je tvoja mogoče zelo močna ali pa si skozi v tej vlogi. Prva je torej podjetnik oziroma vodja, bi tudi mu lahko rekli. To je v bistvu vloga, kjer planiraš za naprej. To je v bistvu vloga inovatorja, stratega, načrtovalca, in je to tista vloga, kjer res načrtuješ večje zadeve, kjer dobivaš ideje, inoviraš nove pristope, in je ta vloga usmerjena zelo v prihodnost. Torej, kaj bo? In ta ne narobe razumeta, ker so vse vloge seveda enako pomembne za uspešen posel, ni ena pomembna bolj kot druga, ampak zdaj gremo pogledati torej posamezno. Potem zraven podjetnika imamo vlogo menedžerja. To je tista oseba, tista vloga, ki načrtuje, ki pogleda, ali je to izvedljivo, koliko denarja potrebujemo za določen projekt, kako je to bilo preizvedeno, pa kaj se da zdaj izboljšati in tako naprej. In menedžer je pa v bistvu bolj usmerjen v preteklost, je fokusiran na to, da imamo mi v poslu red, da imamo organizirano, da imamo načrtovane korake in da naredi neki načrt, kako se bo nekaj izvedlo oziroma implementiralo. In potem imamo še delavca. Delavec pa je v bistvu usmerjen v sedanjost in samo izvaja tiste naloge, ki jih ima na to-do listi. Torej, delavec je pa v bistvu izvajalec. In zdaj, če te vloge niso enakomerno, torej po 1/3 porazdeljene v našem poslu, potem nam verjetno bo začelo nekje škripati. Če je zelo aktiven, kar je zelo, zelo pogosto pri podjetnikih, se mi zdi, sploh v Sloveniji, da smo ful aktivni v vlogi delavca, da delamo, ampak če smo preveč v tej vlogi delavca, potem v bistvu nimamo prostora ne za planiranje česa drugega, ne za optimizacijo kakšnega procesa, in potem, če smo skozi v tej vlogi, to pomeni, da bomo počasi, da smo kot oni hrček na kolescu, ki dela, ampak ni pa rezultatov, ki si jih želi. Zato, če si preveč v delavcu in se tukaj najdeš, potem razmisli, kako lahko, oziroma vzami še čas za druge vloge. Zdaj, nekateri so pa mogoče lahko ful v vlogi menedžerja, pa vse analizirajo, pa razmišljajo, pa nič se ne da, pa to se ne da, to se ne bo, kaj če ne bi tega naredili, kako lahko to organiziramo, in zmeraj samo so v bistvu v iskanju problemov, in so v iskanju, kako bomo to naredili, ampak ta vloga ni, ne narobe razumeti, je mogoče se sliši, dobro jutro, Laura, mogoče se sliši malo pesimistična, ampak tudi menedžer ima ključno vlogo, zaradi tega, da v bistvu delavca pa podjetnika skupaj potegne, da ima načrtuje, idejo realizira, da načrt in pa potem da delavcu, kaj mora narediti. Tako da je zelo pomemben, ampak če smo mi samo v tem, da iščemo, kako se nekaj da, kako se nekaj ne da, katere vse stroške nam bo to prineslo, in smo v tem, potem se tukaj lahko zaciklamo, da potem tudi nič ni narejeno. In potem imamo še torej podjetnika, če smo pa preveč v tej podjetniški oziroma v tej vlogi vodje, liderja, inovatorja, potem pa smo
včasih se to sliši tako bolj, da nekako zgledamo, kot da smo skozi v oblakih, da skozi nekaj sanjamo, skozi imamo ideje, ampak nikoli pa se nič ne realizira. Nikoli doben projekt ne zaživi. A ne? Kar pa spet ni okej. Tako da je res fajn, da smo nekako čim bolj razporedimo te naše vloge, jih čim bolj enakomerno. A ne? In podjetnik zraven tega, da živi v oblakih, da skozi samo sanjarje, a ne? Tudi veliko krat se zgodi to, da skače iz ideje na idejo. Se pravi, ima danes eno idejo, aha, to bi bilo super, potem dobi, niti ne začne delati ali pa začne delati, pa pusti in gre, aha, zdaj že pa ima drug dan drugo idejo in nič v bistvu potem ne realizira do konca. Ne? Tako da zdaj pa, če si predstavljaš, ne, da pa imaš vse te enakomerno porazdeljene, potem veš, da bo tvoj posel kot podjetnik, ga boš razvijal, bodo prišle inovacije, nekaj novega, se bo ustvarjale nove zadeve, kot menedžer boš te vse ideje potem uspel spraviti tudi v urnik, če tako rečemo, a ne? In kot delavec boš tudi tole implementiral, kar pomeni, da potem ni druge, kot da tvoj posel, tvoj brand začne rasti. Okay? Tako da je res ful pomembno, da mogoče pogledaš, če imaš elektronski koledar ali pa če imaš na papirju, da si mogoče označiš, kaj čez dan si delal oziroma delala, pa ocenjuješ, ne? Ali je to vloga delavca, menedžerja, podjetnika, pa lahko tudi iz tega potem zelo hitro ugotoviš, pa vidiš, kje ti mogoče manjka, zaradi tega, da še pač nisi čisto tam, kot si želiš. Zdaj, verjetno ne bomo prišli do čiste perfekcije 1/3 za vsako, ampak pač približno, da se čim bolj temu približamo in da to potem delamo ali na dnevni ravni ali pa na tedenski ravni. Jaz osebno imam rada dnevni ravni, zaradi tega, ker potem v bistvu v dnevni ravni se dnevi seštevajo in potem seveda pride, se naberejo v teden, v mesec in tako naprej in se to začne seštevati. Ne? Drugače, če bi pa gledala samo na teden, pa bi včasih kakšen teden tudi šel mimo mene, pa bi rekla, se bom drug teden, pa ne. A ne? Se pravi, jaz imam fajn je, no, delati to na dnevni ravni, ti pa izbere seveda kakor želiš in recimo pri meni izgleda tako, da zjutraj v bistvu grem v vlogo tega podjetnika, tega vodje, 90 minut imam namenjeno za ta del, potem planiram vse, kar mora tale podjetnik tudi narediti, a ne, oziroma delavec in potem je še pač tisti del, ko pa sem čez dan tudi delavec. Ni zmeraj 1/3, ampak poskušam pa v vsak dan vnesti vse te delčke. Evo, to je to, kar sem s tabo danes želela deliti. Bom pa ful vesela, če v komentar tudi spodaj zapišeš, kakšna so pa tvoja razmerja med torej delavcem, menedžerjem in pa podjetnikom oziroma vodjo. Tako, pa se vidimo kmalu. Čau, čau!